Današnji dan kroži naokrog novica, da sta mladoletnika nekje okoli Postojne pretepla 13-letnico. In jaz bi se ustavil najprej na tej točki, kako take informacije pridejo do nas in kakšne reakcije oziroma kaj take informacije vzbudijo v nas. Spomnite se pred leti, ko so na eni šoli pretepli enega otroka, starega 11 let, kako je reagirala vesoljna Slovenija, koliko je bilo enega zgražanja, koliko je bilo enih klicev po tem, da je treba narediti red, da je treba to odločno ustaviti, da je treba reči ne takemu, da je treba na silo nekaj narediti. In mislim, da je to ena zelo pomembna točka, ki v bistvu se zgodi v nas, v naših možganih. Ko slišimo za neko dejanje, ki je absolutno šlo preko meje, ki je absolutno nedopustno, ki je absolutno krivično, kjer je nekdo zlorabil moč nad šibkejšim, in takrat rečemo, da se v nas zbudi sočutje, občutek za pravičnost in tako naprej. Ampak dajmo pogledati, na kakšen način se to zgodi v nas. Kaj se v nas zgodi? Takrat postanemo napadalni, takrat postanemo agresivni, takrat se zavzemamo za neke načine, ki jih verjetno drugače ne bi niti podpirali. Se niti ne zavedamo, kako zelo enaki postanemo v svojem vedenju, kako zagovarjamo uporabo ali pa celo zlorabo moči, celo z pozivi k nasilju in tako naprej. In to je seveda en zanimiv detajl naših medsebojnih odnosov. Namreč, kako zelo hitro, ko izgubimo neko varno podlago, ko se naše neko ravnotežje glede občutka varnosti zamaje, kako hitro preklopimo v tiste preživetvene možgane in od tam izbiramo, zdaj, če smo v dosti varnem zaledju, način boja, sicer izbiramo način zamrznitve oziroma bega, umika. In veliko agresivnega vedenja pravzaprav izhaja iz tega načina delovanja teh preživetvenih plazilskih možganov, kot jim rečemo. Kaj pravzaprav narediti? Prva stvar je, da se moramo malo ustaviti. Ko se srečamo v situacijah, ko se znajdemo v situacijah, kjer se prebudijo v nas ti občutki, zdaj pa treba reagirati, nekaj treba narediti, treba se maščevati, to je nedopustno in tako naprej. In take situacije se dogajajo v vzgoji, v šolstvu, v medsebojnih odnosih zelo pogosto. Takrat se treba ustaviti. Ustaviti se pomeni, da najprej reguliramo sebe in svoje občutke, da se vprašamo, kaj se je zdaj z nami zgodilo. Namreč tudi novinarji, mediji zelo, podpirajo način tega vzburjenega stanja dojemanja takih novic in jih tudi širijo na tak način. Zelo nestrpno deluje poročanje s takimi vprašanji, verjetno se bojo pojavila, kaj so pa starši, kje so pa starši, in to so neznosne obtožbe, neznosni pritiski.
Nihče se ne vpraša, kaj če bi se to zgodilo meni. Kaj če bi moj otrok recimo se nasilno vedel do nekoga drugega, kako bi to dojel, kaj bi to pomenilo za nas. Absolutno so ta dejanja, ta vedenja nedopustna. In absolutno je v teh vedenjih sploh, če gledamo, se mi zdi zadnje čase, je kar precej teh primerov v Sloveniji, ko imamo občutek, da mladoletniki prestopajo meje, ko ne kažejo, da imajo v sebi nekaj empatije, ko ne kažejo, da bi imeli nek občutek za človečnost, da bi imeli nek občutek za drugega, da bi imeli nek občutek za to, kako se drugi počuti, da bi znali presoditi, kako bo neko moje vedenje vplivalo na drugega, da bi znali videti, da lahko drugega prizadanem, da ga lahko ranim, da mu lahko povzročim bolečino in da bi znali presoditi, kakšno škodo jaz naredim drugemu z nekim vedenjem, z neko objavo na Facebooku, z nekim nasilnim vedenjem, z neko zlorabo moči, z fizičnim nasiljem in tako naprej. Veliko teh kapacitet seveda tem storilcem, mladoletnim storilcem manjka. In je zelo umestno vprašanje, kako je do tega prišlo. Je zelo umestno vprašanje, kako se teh veščin naučimo. Kdo je tisti, ki posreduje učenje empatije, učenje neke družbene odgovornosti, učenje podrejanja nekim družbenim pravilom, ki jih nujno moramo upoštevati zato, da lahko strpno živimo drug z drugim. Tukaj je učenje živeti z drugačnostjo, z drugačnimi, z drugačnostjo. Tukaj je reševanje medsebojnih konfliktov, veliko enih veščin, tudi sprejemanje odgovornosti, seveda. V bistvu vse, o čemer piševa v knjigi Štekani najstniki in starši, ki štekajo, mimo grede. Ampak to so veščine, ki se jih otroci naučijo skozi razvoj, od majhnega do odraslosti. To so veščine, ki se jih tudi odrasli v bistvu še učimo, ki jih imamo ponotranjene. To so način, ko jaz izberem neko vedenje, prihaja seveda iz nekih mojih notranjih vzgibov, iz nekih mojih notranjih prepričanj, iz nekih mojih preteklih izkušenj, iz nekih mojih vrednot, iz tega, kako znam obvladovati svoja čustva, kakšne izkušnje imam v preteklih podobnih situacijah in tako naprej. In tega se seveda naučimo, to seveda imamo pridobljeno, ampak zdaj tukaj iskati nekega krivca je popolnoma nesmiselno. A so krivi starši, a je kriv dnevnik, zato ker nam vsak dan sporočajo, da se stvari rešujejo z nasiljem, a je kriva celotna družba, ker dobivamo ves čas popolnoma enaka sporočila, stvari se rešujejo z nasiljem, za zlorabo moči. To je mogoče malo provokativno vprašanje, če bi se šli, kdo je kriv oziroma kdo ima svoj delež pri tem, da se taka nasilna ravnanja pojavljajo kot vzorec medsebojnih odnosov med mladimi. Ampak jaz ne vem, če so produktivna, so bolj moralistična verjetno. Mislim, da so produktivna vprašanja, kako lahko vzgajamo, kako lahko živimo v medsebojnih odnosih brez, da bi uporabljali nasilje. In tukaj se začne pri prvem vprašanju, kako naj vzgajamo brez tega, da bi kaznovali, brez tega, da bi zlorabljali kot starši svojo moč. In verjetno je tudi za družbo vprašanje oziroma za
družbene akterje, kako se naj obnašamo do svojih državljanov na način, da ne bomo zlorabljali moč, in kako lahko ustvarjamo družbo nekih bolj prijaznih medsebojnih odnosov, kjer bo prevladovala empatija, kjer bomo gojili in živeli medsebojno človečnost. Ampak to so neke druge dimenzije. Hvala.